Sanja Lončar, Igor Šajn in Sandra Klemenc pa so skupaj napisali odlično knjigo Kako do več energije. Sandrina tema v knjigi in tudi v današnji oddaji pa je spanje in spalni prostor. Sandra, živjo. Zdravo. Soavtorica nove knjige si Kako do več energije. Čestitke. Hvala. Kaj lahko najdemo v tej res zanimivi knjigi? V tej novi knjigi projekta Skupaj za zdravje človeka in narave sva se Sanji Lončar, avtorici, pridružila tudi jaz in Igor Šajn. V tej knjigi se lotevamo dejansko, se mi zdi, da zadnja leta najbolj aktualne teme, kako do več energije, kje nam energija uhaja, kdo nam krade energijo in kako to energijo nadoknadimo. Zato, ker energijo nam lahko kradejo in hrana, ki jo mogoče nepravilno uživamo ali pripravljamo, kradejo nam jo lahko tudi ljudje, s katerimi se družimo, in tudi okolje. Zdaj moj prispevek glede na to, kar pač znam, a ne je bil seveda se tiče kako do zdravega spanja, zato ker spanje je dejansko en tak opravilo, ki nas ne stane nič od nas ne zahteva in dejansko se v spanju najbolj ti procesi razstrupljanja in čiščenja telesa in obnove telesa delajo. Nespečnost je res kar pogosta težava današnjega časa, kaj ne, Sandra? Ja, tako je. Svetovna zdravstvena organizacija že leta nazaj razglasila epidemijo spanja in to ravno v vseh industrijsko razvitih državah. Ravno te države, ki so glede na to, da dejansko tam živijo v miru, so najbolj prizadete z fizičnimi, psihičnimi, duševnimi boleznimi, ki so večinoma posledica kronične nespečnosti. Zdaj, nespečnost imamo dve vrsti. Prehodna nespečnost, ki traja nekje 2 do 3 tedne. Ta nespečnost običajno poznamo vzrok zanjo, to je nespečnost ob izgubi bližnje osebe, ločitvi, bolezni ali kakorkoli že. Potem pa kronična nespečnost pa dejansko traja mesece ali celo leta, zanjo ne poznamo vzroka. In to je že nek alarm, da začnemo delati in iskati vzroke za to oziroma v reševanje težav. S starostjo se spanje krajša. Spanje je takrat tudi večkrat prekinjeno, ker naši možgani imajo na voljo vedno le dve funkciji. Ali obnavljajo, ali so budni in zavestni, ali pa spijo in čistijo. Zdaj, razstrupljanje, mnogo ljudi misli, da se razstrupljanje prične v jetrih, dejansko se razstrupljanje prične v možganih. In za obnavljanje telesa so ravno zaradi tega najbolj pomembne vse faze, od globokega spanja do sanjanja. Ker recimo med globokim spanjem se celijo, obnavljajo naše celice, tkiva, mišice, krepi se imunski sistem, fizično se telo krepi, rast, razvoj. V fazi sanjanja se pa krepijo naše možganske funkcije. In ravno to je največji problem, zato ker v starosti imamo te faze sanjanja kar za 2/3 manj kot, ne vem, v najstniških letih. In to zelo je potem povezano z raznimi poškodbami in z možganskimi oslabljenostmi možganskih funkcij. Kako se to kaže? Zelo se kaže z nervozo, z celo napadalnostjo, jezo, depresijo. Pa se ljudje zavedamo, kako je pomembno zdravo ležišče in pa zdrav spalni prostor? Oziroma, kakšne napake delamo pri nakupu spalnih pripomočkov? V vsej hiši je najbolj važno ravno spalni prostor, saj smo med spanjem, ko je telo neodzivno in se ne more braniti pred zunanjimi vplivi, najbolj prepuščeni vsem možnim energijam in škodljivim vplivom iz okolja. V spalnici je običajno en kup takih manjših stvari, ki nam dejansko kradejo spanec. Zagotovo v današnjem času so neki najhujši motilci te sodobne tkanine, različni materiali, obdelave le-teh, tehnologija, čistila in vsa nepotrebna navlaka, ki jo pač v spalne prostore vnašamo. Zato mi je res izjemno pomembno, da v naši trgovini vse, kar se tiče spanja, ni enega samega izdelka, v katerem bi bilo katerakoli sintetična obdelava narejena, ne vsebuje nobenega poliestra, nobenih škodljivih obdelav materialov, ker te škodljive obdelave dejansko želijo s tem na najcenejše sintetične materiale
z kupom obdelav narediti lastnosti in priklicati lastnosti naravnih materialov. Dejstvo je, da če kupujemo manj, pa tiste bolj kvalitetne stvari in da se res fokus polaga na to, da izbiramo čiste naravne materiale. To pomeni ali nekonvencionalni bombaž, ampak ekološki bombaž, ali 100% lan, volna, konoplja. Ležišče pa zagotovo. Tudi sama veliko bolje spim, odkar imam vaša ležišča. Lahko mogoče še o teh nekaj besed za naše gledalce. No, hvala, me veseli. Ja, tudi ležišča, veliko pozornost moramo nameniti ležišču. Enostavno najprej zaradi samega udobja med spanjem. Dejansko mora biti ležišče, ki se prilagaja našemu telesu, ne da se mi potem moramo še štimati po njem. Pa zelo važni so materiali, ki se na ležišču uporabljajo. Tu ne smem pozabiti niti prevleke ležišč, ki so, lahko rečem, v večini iz sintetičnih materialov. Tu pri nas so iz 100% ekološkega bombaža, kar zagotavlja neko zračnost samega ležišča. Prav tako niso te tkanine prevlečene z nobenim formaldehidom, insekticidi ali z čemerkoli, s kakimikoli škodljivimi kemikalijami. Samo jedro ležišča je pa iz naravnega ekološkega lateksa. To je v osnovi kavčuk, pri katerem so pač zelo pazljivi, da se ne nanaša, ne sme se nanašati nobenih toksinov, nobenih lepil, nobenega formaldehida. Vsi izdelki so izdelani tudi znotraj pravične trgovine, skrbno odgovornostjo tudi od okolja, ker potrošnik se običajno ne zaveda, da če že sam proizvajalec nekega izdelka ne skrbi med samim procesom, niti za svoje zaposlene, za varnost svojih zaposlenih in da se mu pač enostavno mu ni mar za okolje, to potrošnik na koncu vse ali zaužije ali preko kože, preko dihal, preko sluznice, dejansko v telesu se to potem znajde. In to povzroča breme za telo in breme jetra morajo nenehno, namesto da bi upravljalo 500 vitalnih funkcij, mora nenehno čistiti, krepiti, obnavljati. In to med spanjem? To med spanjem. In to vse zna, samo če mu pustimo in če ga damo telo v tako okolje, ki mu ne povečuje toksičnega bremena. Sandra, pri vas v zeleni trgovini ne samo, da prodajate ta ležišča, ampak tudi veliko svetujete. Kaj pa ljudi največkrat vprašajo? Zdaj, največkrat pridejo po ležišča takrat, ko dejansko ne morejo več spati. Včasih tudi pride zaradi tega, ker so pač slišali reklamo in so prestrašeni, kaj so pač imeli zdaj doma. Ampak jim vedno svetujem, če so ležišče kupili, ne vem, 10 let nazaj, če na njem še vedno dobro spijo, naj ga še vseeno obdržijo, ker tudi tu ni noben namen, da poudarjamo ekološko in naravno in nekaj vse, če potem težimo k temu, da se izdelki čim hitreje menjajo. Večinoma pač res ležišča kupujejo tudi pri nas taki, ki niso ekološko osveščeni, ampak želijo enostavno, udobno, zdravo spanje in zakaj ne bi to imeli, ker je vsem logično, da sintetični, poliuretanski, plastični materiali pač segrevajo nenehno telo in škodujejo telesu.